tej video predstavitvi ti želim predstaviti nov komplet štempilk, imenovan Praznične želje. Sestavljen je iz takih majčkenih štempilkic, večinoma okroglih, najdeš pa tudi dva malo večja napisa. No, pa si jih kar poglejmo, kako izgledajo. Najprej ti pokažem, kako izgleda največji izmed krogcev, ki je v bistvu oblikovan tako, da znotraj njega lahko odtisneš tudi manjše krogce. Napis na samem krogcu oziroma ob krogcu je Vesel Božič in srečno novo leto, ki se v bistvu tako lepo razteza skozi celoten krogec. Naslednja štempilka je malo bolj polna, v središču pa imaš v bistvu negativ snežinke in kot že rečeno, ker je manjša, paše v notranjo samega krogca, katerega smo prvega odtisnili. Tako da, čeprav imaš napis, oziroma čeprav tale štempilka nima napisa, jo lahko odtisneš v notranjost krogca in tako napis dobiš. Potem pa sem vzela še snežinko in sicer tale snežinka zelo lepo paše v notranjost prejšnje štempilke, krogce s snežinko, tako da lahko v bistvu odtisneš krogec in potem, da ni snežinka bela, jo lahko recimo odtisneš v modri ali srebrni barvi ali pa še bolje jo embosiraš z srebrnim prahcem. Naslednja štempilka je prav tako okrogla in prav tako lepo paše v notranjost prvega večjega krogca. Je pa v bistvu v sredini ima 3 snežinkice na črni podlagi, oziroma če uporabiš kakšno drugo barvo, so potem na drugi podlagi. Potem pa sem oblikovala še napis Lepe praznike, ki se nahaja na eni sami štempilki in so razmaki ravno pravšnji, da jih lahko odtisneš znotraj tele štempilke s 3 snežinkami. Sam napis pa izgleda takole. Tako da v bistvu lahko potem uporabiš zopet eno barvo za samo štempilko s snežinkami in drugo barvo za napis. Naslednja štempilka je še vedno okrogla, v središču pa ima božje drevce in pa napis Lepe praznike. Če jo odtisneš v kakšni bolj zanimivi barvi, pride veliko lepša kot tale s črno, vendar ker želim, da se štempilke zelo lepo vidijo, sem si izbrala samo črno barvo. No, sedaj pa še zadnja izmed teh manjših okroglih štempilk, ki pašejo v samo središče tiste večje prve štempilke. Tule imaš pa v zgornjem delu oziroma v zgornji polovici snežinkice, spodaj pa napis Praznične želje. V samo središče prve tele večje okrogle štempilke paše tudi napis 25. december, ki je v bistvu brez pikice. Če pa želiš, pa lahko pikico ali dopišeš ali pa jo odtisneš s priloženo malo štempilkico, ki je v bistvu v obliki take pikice. To pikico pa lahko uporabiš tudi kot recimo kakšne drobčkane snežinke na voščilnici oziroma kot tista pikica na i. No, potem pa se na samem setu nahajajo še 3 napisi in vsi 3 lepo pašejo znotraj tele večje okrogle štempilke. In sicer prvi napis se glasi Vesele praznike, naslednji napis se imenuje oziroma predstavlja napis Srečno in izgleda takole. In kot že rečeno, tudi ta paše v notranjost tiste večje okrogle štempilke, katere središče je prazno. In čisto zadnja štempilka pa predstavlja napis Lepe praznike, kjer sem skombinirala 2 pisavi in sicer je ena bolj pisana, druga pa so velike tiskane črke. Izgleda pa takole, kot vidiš sedaj na samem videu. Zadnja štempilka pa je v bistvu malo večja okrogla štempilka in ima v središču skodelico z vročim čajem ali kavo. Napis na njej oziroma okrog pa je: Naj te v teh prazničnih dneh pogreje topla pijača oziroma pogreje skodelica tople pijače. No, potem pa imaš še 2 večji štempilki, ki jih lahko uporabiš ali na zunanji strani ali pa na notranji strani
same voščilnice, ker sta v bistvu oblikovani tako, da predstavljata voščilo. In sicer tale, ki jo bom sedaj odtisnila, se glasi: vam in vaši družini želimo vesel božič in srečno novo leto. Druga večja štampiljka pa se glasi: naj bodo prazniki okrašeni s srečo in veseljem. Prva je zelo enostavna in sestavljena samo z eno pisavo, pri drugi pa sem se malo bolj poigrala in jo sestavila iz velikih tiskanih črk in pa iz pisanih črk, da je malo bolj zanimiva in da je za vse okuse. No, in čisto na koncu dobiš še 2 majčkeni štampiljkici za in od, ki jih lahko odtisneš na eno izmed okroglih štampiljk, in sicer na tole s snežinkami ali pa na tisto s praznim krogcem in z napisom okrog krogcev. In tam potem napišeš, komu je samo darilo recimo namenjeno ali pa mogoče celo komu je namenjena sama voščilnica. No, pa se lotimo kar izdelave enega izmed ornamentkov. In sicer sem najprej z modro blazinico odtisnila tole štampiljko, katera ima v sredini 3 čudovite snežinke. In nato sem vzela napis Lepe praznike in jih s srebrno blazinico odtisnila v prazen prostor v okrogli štampiljki. Prav tako sem s srebrno blazinico odtisnila napis oziroma okroglo snežinko, kjer piše praznične želje, in nato bom vse skupaj izrezala. Zdaj moder obroček oziroma modro okroglo snežinko bom izrezala s pomočjo Big Shota in šablonice, tisto srebrno pa kar s pomočjo luknjača velikosti 2,5 inča. Vse te manjše štampiljke so v bistvu velikosti 2,5 cm, ne inča, in jih lahko izrežeš kar s pomočjo luknjača. In zato ne potrebuješ rezalno embosirne naprave. No, ker sem si želela narediti obešanko, ki jo bom obesila na samo jelkico ali pa mogoče celo na vrečkico, sem na zadnjo stran s pomočjo 3D pence prilepila vrvico, in ker sem pozabila čisto na vrh prilepiti še eno 3D penco, lahko dobro vidiš, da se mi vse skupaj ni prijelo, ker sama vrvica blokira, da bi lepilo iz pence se prijelo na papir. Če pa dodam še eno 3D penco, pa teh problemov ni več. Pri samem lepljenju pa seveda pazim, da so vsi napisi usmerjeni v isto smer oziroma da so vsi poravnani lepo vodoravno. Tako da ne glede na to, kako obrneš, v vsakem primeru dobiš lep naraven odtis. Hvala za tvoj ogled in lepo vabljena k ogledu naslednjih video predstavitev. Čau, čau!